Na današnjem meniju imamo za vas nov poklic, ki bo navdušil vse športno orientirane osebe. Predstavljam vam trenerja. Trener vodi igralce, treninge, tekme, analizira igro nasprotnikov, pregleduje kasete in zmaguje. V vrhunskem športu se ta poklic nahaja na samem vrhu piramide. Da postaneš te vrh piramide, potrebno je biti faraon. Tu je čar tega, veliko adrenalina v tem poklicu in če imaš ta poklic rad, moraš trdo ustrajati v tem poklicu in če imaš srečo, mogoče postaneš dober trener. Če želite postati trener, morate ogromno vlagati v svojo osebnost. Zaželeno je tudi, da ste določen šport tudi trenirali, ter da imate dokončano fakulteto za šport. Ni mi uspelo še končati magistrskega študija, se pravi postdiplomskega študija, to me še čaka. In enostavno po tem združevanju teorije in prakse je potrebno trdo delati kot pomočnik trenerja, dozorevati kot pomočnik, čakati na priložnost. Kdor čaka, ta dočaka. In kdor trdo dela, se mu to tudi obrestuje. Trenerjev delavnik traja od jutra do večera, zasedeni pa so tudi ob vikendu. Vikendov trenerji nimamo, vikendov ni, počitnic ni. Nova leta so praktično samo en dan. Ne moramo se nikakor sprostiti in si vzeti čas, ni bolniških dni, enostavno so sami delovni dni, takrat, ko ljudje imajo čas, prosti čas za ogled tekem, takrat mi tudi dodatno delamo in takrat se moramo pokazati v najboljši možni luči. Plača vrhunskih športnikov je v obdobju 5 let astronomska. Toda, da pridejo do svojega vrhunca, morajo športniki trdo delati vsaj 10 let. Trenerji sicer nimajo tako velikih honorarjev, pa vendar zaslužijo precej denarja. Upam tudi jaz, da bom lahko nekoč dal tudi nekaj denarčka na stran, da lahko še več investiram v svoje znanje in v svoj poklic. In jasno, da ob tem poklicu, da je potrebno tudi paziti z denarjem, pravilno ga investirati, pravilno ga obračati, kajti potrebno je živeti na ta način, kot da bo jutri vojna ali pa 100 let miru. Seveda so plače v tem poklicu pogojene s cilji ter rezultati, ki jih trener doseže. Imeti mora najvišje cilje. Jasno, da imam želje visoke, se pravi, usesti se na evropski prestol in biti najboljši v Evropi. To je definitivno moja želja. Morda najbolj pomemben del tega poklica je avtoritativnost. Vedno morate imeti prav, tudi če se motite. Predvsem pa je za ta poklic pomembno, da ste ljubitelj športa. Zato nešportnim tipom oseb raje priporočam kak drug poklic. Morda bomo vašo sanjsko službo predstavili že v naslednji oddaji.